Kava s Červekom. Dobrodošli na še eni kavi s Červekom na Radiu 1 in ta vikend, vemo, je vse v znamenju največjega slovenskega športnega praznika. Govorimo seveda o Planici, zaključek po letu in zato je edino prav, da se o tem tudi pogovarjamo. Zato je z mano nekdanji smučarski trener skokov, športni funkcionar in seveda tudi strokovni komentator, ki ga boste tudi danes poslušali, če ga še niste. Jelko Grozd, dobro jutro. Dobro jutro. Najprej greva na prvo vprašanje za vsakega gosta isto. Kakšna je tvoja jutranja rutina? Jutranja rutina je, da se najprej umijem obraz, potem pa spijem kavo. Kakšno kavo? Mora biti majhen mleka zraven. Majhen mleka? Kapučino bo v redu. Kapučino, evo, DeLonghi Dynamica Plus, kapučino je stisnjeno na trojkico, damo, da ga bo lepo spenut, ko se zagre in stvar bo zalaufala. Jelko, greva najprej v sam štart. A je bil šport prisoten pri tebi že, ko si bil mlajši, kot otrok? Ja, šport je, jaz ne vem, bil v genih, ampak jaz kar se zavedam, je šport bolj pomemben kot vse ostalo v mojem življenju. In se skozi takrat vse vrti samo v športu? Ja, če odmislim ta drugi del, ki ga ne moram reči, da je manj pomemben, se pravi družina, je praktično tudi družina bila podrejena mojemu športnemu sodelovanju. Ker tudi, če se ne motim za sprostitev, tu sem hotel na koncu vprašati, ampak vseeno, veliko hodiš planine, ne? Tudi. Ampak ne toliko hudo, da bi se jaz hvalil kot planinc, ampak grem pa z veseljem tudi v planine. Rajš grem tudi s kolesom, grem tudi včasih smučmi, tako da to so stvari vse, ki so nekako povezane. Težko sem primirno. Bo moral danes pohiteti, Spraviti pol ure v 1 uro. Triglav je verjetno že padel večkrat. Večkrat smo imeli zelo dobre učitelje v šoli, ki so organizirali, tako da sem bil že nekje, mislim, da v 6. razredu, a 5. razredu prvič na Triglav. Pol kot športnik smo na Kredrci trenirali, kot tekač, ko sem bil tudi majhen kombinatorca, smo tekli na Triglav, pa en od kolegov, recimo, tam se vsi čudijo, pa okrog gledajo, ekspander obesen, naljažil stolp, pa še majhen za roke naredil. Tako da Triglav jaz dojemam drugače kot kdo drug. Ja, je samo en hrib verjetno malo tam. Ne, je simbol slovenstva, je ponos nekje, kar nas skupaj povezuje in s tem v zvezi sem se raven tako kot vsi ostali počutil Slovenca, ko sem bil prvič na Triglav. Pravilno. Greva takoj zdajle kar v skoke. Kako si zajadral v te vode? Po naključju, jaz sem bil praktično, ne vem, v šolskih krožkih od A do Ž, vse, kar je bilo povezano s športom. In enkrat, ko sem čakal med streljanjem pa rokometom kad nisem šel domov, sem pa čakal med 2 krožkoma sem videl, da so bili skakalci tam in sem mu ponašal gor, pa mi pa trener tam povabil, rekel, pa zraven prid, no in potem sem postal skakalcev. Zanimivo. In potem ta skakalni del in na to trenerstvo, ne? Je bil takoj prehod? Ne, jaz sem nekje kot zaključek mladincev, pa takrat smo šli takoj po srednji šoli še v vojsko. Tam nekje sem jaz odločil, da rezultati niso dovolj dobri, da bi s tem nadaljeval. In sem se odločil šel pač v šolo, ampak prej pa še v vojsko. Seveda, tam sem zaključil kariero. Potem pa po 1. letniku fakultete za šport sem pa takratno punco, današnjo ženo, vprašal, če bi se strinjali, da jaz ob sobotah pa nedeljah nisem doma, da mal trener. Pa najbrž ona takrat še ni vedela, kaj to pomeni, da bo to močno zarisalo naše družinsko življenje in takrat sem pa pol bil trener, se pravi, če preko natančno od leta 82 pa do 99. No, rezultati seveda govorijo svoje. Glih pred 25 leti si s Primožem Peterko se veselil drugega kristalnega globusa za Slovenijo, ne? Ja, to je bilo
nekaj neverjetnega takrat. Že prvi je bil neverjeten, kaj šele drug, pa še novoletno turnejo skupno zmaga. To so bili vsi neki meniki, ki danes z distance izgledajo ob teh silnih uspehih, ki smo v skokih jih naredili. Počutim se soustvarjalca tega sistema, ki smo jih v skokih naredili, a ne, in če smo takrat pisali v načrte uvrstitev do 6. mesta z orientacijo na medaljo, danes odhajamo na svetovna prvenstva s ciljem z medaljo. Ja, res, zmeraj imamo to, tudi navijači se mi zdi, da v ozadju, da pričakujemo. Kako se je to v vseh teh letih, se pravi, rekel si od 82 naprej si bil trener, se pravi, to je lepa in dolga doba za trenerja. A smo bili že takrat Slovenci ta skakalen narod? Ja, mi smo postali skakalen narod zaradi Planice. Planica je, hočeš, nočeš, kakorkoli bo kdorkoli rekel, slovenski športni praznik. Ker brez nekega dekreta, brez nekega formalističnega pristopa se zbere največ ljudi, ki uživa v tem športu. Se pravi, naši predhodniki, Blovdek, Rožman, Gorc, so naredili v tisti fazi, pa če rečeva od 33 naprej, ker takrat si gradili, 34 je bil prvi svetovni rekord, od takrat naprej so oni gradili, so z infrastrukturo prehitevali sposobnost naših fantov tistega časa. Se pravi, se komaj nadali. In potem, ko so se zavedali, da bo Planica brez naših fantov, ne bo nič, so razvili planiške skakalne šole po celi Sloveniji, iz katerih so zrasli klubi, kjer danes po tolikih letih žanemo to, kar žanemo, ali pa gledamo celo zimo, stiskamo pesti ob koncu tednih. Ja, to je res zanimivo, da to je res prešlo na celo Slovenijo, ni da bi se to odvijalo samo na Gorenjskem, tle, ki je Planica. Ne. A bi rekel, da je Primož Peterka tvoj največji uspeh, kar se trenerstva tiče? To bi sigurno rekel. To ne moram reči, to je... Mislim, to ni primerjave, a ne. Čeprav jaz kot trener sem se najbolj počutil enega leta, ko sem treniral mlado A reprezentanco in sem v enem letu 5 tekmovalcev spravil do točk svetovnega pokala, ki so bili do 15. mesta takrat, a ne. 5 mladih tekmovalcev, ki do takrat niso, a ne. In to je tisto, na kar človek tako reče, da sem zelo ponosen, a ne. Ampak ni pa rezultatsko primerljivo to, kar je naredil Primož ali pa kemija med nama, ker definitivno kombinacija mora biti, da zadeva teče. Če imaš Ferrarija, pa nimaš dosti oktanskega bencina, ni variante, da te zmaga na svetovnem prvenstvu. Ja. In na tebi je super. Ampak se moram mičkeno tega dotakniti. Nedolgo nazaj smo videli en ta malo večji intervju po dolgem času s Primožem Peterko. Ne? Dosti se je govorilo, kako in kaj. In tudi sam je pač v tem intervjuju tudi njegova nekdanja žena Renata povedala, da je včasih bilo dosti alkohola tukaj zraven. A je to res ali... V čem so bile take težave, da so se, ne vem, skakalci zatekali v to? Skakalci se sami po sebi v trening procesu ne zatekajo k temu. Ja. Zavedati si treba, da v vrhunskem športu ni samo trener, oče, mama, partnerka, tisti, ki so, v narekovaj bom rekel, oblikovalci okolja, ne, ampak je tudi širša družba, prijatelji. In ko imaš enega takega šampiona, pa ni to problem samo pri nas, to je problem po celem svetu, a ne, se na takega šampiona nalepi zelo veliko ljudi, ker rabijo biti v družbi nekoga, ki je zelo pomemben. In Primož je pač izkoriščan tudi, ne? To definitivno je eden od teh razlogov tudi pri njemu, ker on ima različne faze, skozi katere je šel in vsak je malo pripomogel k temu. Mogoče tudi uspeha, ker ga ni znal pravilno obrniti v pozitivo. Pa je tega še zmeraj recimo dosti, da skakalci po končani tej karieri, dajmo po domače reči, malo zabluzijo.
Da ne vejo, recimo, tudi kam se usmeriti. Drugače zdaj, ki je takrat, zaradi tega, ker zdaj je mal, jaz bom rekel, ne da je šport ratal bolj profesionalen, ampak kasneje tekmovalci postanejo zvezde. A ne. Primož je postal zvezda s 16 leti. A ne. Takrat je bil prvič opažen, a ne, in še ne polnoleten, prvič zmagal skupno svetovni pokal. In mlada glava, a ne, če ni pravilnega zaupanja, a ne, ker tukaj ni vodenje, ker jaz pravim, ena stvar je vodenje, drugo stvar je pa učenje. A ne. In če ti eno skozi vlivaš v glavo ali pa prepovedi, pa kaj ne sme, pa kaj se on počuti, mogoče tudi z denarjem, z uspehom, na vsakim koraku trapljanje po rokah, vsi se hočejo s tabo slikati in to ni enostavno za tako pusti posledice. Pusti in to take težave imamo, recimo, ne vem, za Nikena vsi vemo, a ne. Vemo za Goldberger, recimo, da je prišel skozi vse faze, še bi jih lahko našteval, a ne. Ker to so neki momenti in življenje po športu, a ne, je stvar, ki se jo prej naučiš, a ne. In zdaj imaš pa ti tekmovalci v smučarskih skokih, ki zaključujejo kariero pri 35 letih ali pa še kasneje, a ne, to so pa formirane osebnosti, a ne. Ker zavedati se moramo, kad nekdo reče, ta alkohol pa to, a ne, da tekmovalci seveda je pravilno, da proslavijo zmage, da proslavijo tako kot vsak mladostnik rojsten dan in podobne stvari, samo to je naslednji dan, ko greš v proces treninga, vse za tabo, a ne. In saj jaz upam trditi, da dokler se je ukvarjal z športom na polni ravni, ni imel teh težav. No, o teh odrekanjih sem se v bistvu pogovarjal tudi s Cenetom Prevcem. Ne? Kako je pa glede denarja? To me je pa zmeri zanimalo. Ne znam določiti, a so zdaj skakalci v primerjavi z nogometaši plačani čisto premalo, ali so recimo nogometaši plačani čisto preveč in bi se to moglo malo razdeliti? Jaz se nikoli nisem o tem spraševal in tudi nočem se o tem spraševati, zato ker verjamem, da oba dva enako vložita za svoj uspeh. Se za to? A ne? Ampak tukaj ni uravnilovke, ampak tukaj praktično enostavno trg pove, a ne, koliko je kdo nam rekel ureden, ampak koliko so ljudje pripravljeni plačati za njega. A ne. Nogometaši imajo pač prednost, da praktično skoraj enkrat na teden igrajo na domačem igrišču, da vrhunske ekipe imajo na štadionu od 50 in več tisoč ljudi, ki plačajo vstopnino, da se, ne vem, v prvem letu nakupi dresi že povrne milijonske vsote. A ne, tako da primerjati to dvoje je nesmisel, ker če se je kdo odločil za šport zaradi denarja ali pa če starši dajo nekoga v šport zaradi denarja, bodo hudo razočarani, zato ker če samo v skokih pogledam, a ne, recimo, da jih vsako leto začne 80 na novo skakati, a ne, in če je to motiv denar, a ne, je razočaranje za polovico že po prvem letu, ker polovico jih neha po prvem letu. Ja, to je res, ja. Tako približno tako izgleda. Zdaj, v začetku sva malce zaplavala v te teme, ki so malo bolj morda težje in še ne se va dotaknila. Kmalu potem, ko si s Primožem 25 let nazaj torej osvojil ta drugi kristalni globus, je prišlo, da si videl sesutje Planice, ne? Ja. To je takrat, kar sem bral za nazaj, je bil kar šok, ne? Zdaj, da se je vse skupaj sesulo. Vsako stvar je potrebno pogledati z daljave, a ne. Jaz pravim dobro, da si sesul, ker drugače tega centra ne bi imeli. To je res, ja. A kako se tizga takrat nazaj spomini? Tega, mi smo 10 let takrat hodili okrog predsednikov Smučarske zveze in podobnih stvari in smo rekli, mi smo en edinih športov v Sloveniji, ki ima olimpijsko medaljo iz Calgaryja, ki nimamo svojega objekta, ne.
ker leta 2004 je potem Kranj šele ratal, govorili smo o svojem objektu, skakalnico s plastično maso, ker mi smo mogli hoditi v tujino. A ne. In danes, ko gledam razne Romune, Kazahstance in podobno, ki jih vidiš, ko okrog hodijo, a ne, se načudim, zakaj so, nam rekel, svetlobno leto, ampak res se sploh ne zdi, da se lahko priključijo, ker pogoje, ki jih imajo recimo v tem trenutku naši tekmovalci ali pa tak eksot, a ne, so neprimerljivi, a ne, to je res, kad bi nam s Fičo tam šel tekmovati s Ferrarijem, približno tako to zgleda. Ne, in je bil šok, a ne, ker do takrat smo bili, mi smo v tistem času za zimo veljali Planica kot pomemben center, nekje, ki je garancija, da je sneg, saj tam od 1. decembra naprej, ali pa tam v 15. decembru, se pravi, se lahko pripravljal za novoletno turnejo. Ampak tehnologija v svetu je šla tako naprej, tudi drugot, da so gradijo centre, kjer imaš praktično vse, a ne, na najvišjem nivoju in se upušča take manjše prizorišča, ker je primerno samo za izvedbo tekme z veliko delovne sile. In ti si bil v bistvu potem od štarta do konca pri izgradnji nordijskega centra? Jaz sem bil prvič zraven čisto po naključju, mislim, po naključju. Vedeli so, da znam delati in vesti programe in prišel je poziv iz ministrstva, a ne, če imajo kaj pripravljen na temo prenove Planice. A ne. In me pokliče Jaro Kalan, takratni direktor Smučarske zveze, je rekel, ti znaš narediti en projekt za 100 milijonov. A ne. Sem rekel, znam, a ne, malo se potrudim, 100 milijonov se da zapraviti. A ne. Je rekel, ja, ampak ena težava je, a ne, sem rekel, kašna, a ne, ja, do jutri zjutraj ga rabimo, a ne. Jaz sem rekel, si že kdaj v življenju šla kakšna noč, ko sem kaj bil v zaostanku, pa sem pol čez noč naredil, a ne. Se bom potrudil, a ne. Pa istočasno, takoj za njemu bi poklical še takratni župan Jure Žerjav, zdaj moj sodelavec, a ne, pa isto rekel, a ne. No, njemu sem rekel, ja, bom naredil, samo če šel ti nazaj na občino, boš vse urbanistične podlage pripravil, zato da jaz lahko vsaj majhen resen projekt naredim, a ne. No, se vrnem na Jarota in Jarov reče na koncu, ja, ampak veš, še ena težava je. Sem rekel, ja, kakšna težava še, a ne. Je rekel, no, ne smeš se podpisati pod projekt, ker za tole vlado zdaj glih nisi najbolj primeren. Sem rekel, lej, Jaro, sam če v Planica zgrajena, ni problema, ne, tako da naslednji dan, pa obljubil je, da bojo zjutraj za mano pogledali, ker če celo noč delaš Slovenco, malo, če so vse vejce, pa če takrat še ni bilo toliko rdeče podčrtanega v programih, kakor je danes, ki te sproti opozarjal se, da nekaj narobe delaš. Ne. Tako da z tega zornega kota sem praktično res od prve črke na papirju prenove zraven. Kako si že rekel, da ni problem, če nisi zdaj podpisan, ampak da, če se nekaj zamenja, da boš pa zahteval. Če pa kdo se začel za avtostvom hvaliti, takrat bom pa jaz potegnil ta papir ven. Pa dosta sem pa jaz naredil. Tako da ni, ker Planica ni praktično, ni in ne sme biti avtorstva enega, ne, ampak je toliko ljudi vedno vpleten noter, da če nekdo reče, to je pa moje, a ne, je 1.999 in Slovencem ukradel del njihovega identitete. In baje se tega ne bi šel več, ne? Če bi mi en napisal priročnik, kako bom mogel delati, jaz tega sploh ne bi sprejel. Toliko komplikacij bilo zadnje. Ja, ampak se človek uči, pa zanimiv, a ne, jaz pravim, ne bom se hvalil, da sem dober matematik, da znam pisati, da znam ne vem kaj, tehnologijo, ampak imam pa logiko, a ne, in na logiko se pa zanesem in če meni nekaj ni logičen, potem zelo težko sem tih. Ampak ni bilo pa nobenega v ozadju, da te nekaj bremza, reče 100-milijonski projekt, že tako, ki si povedal, ja, ni problema. A ni malo stisne?
To je odvisno, koliko imaš širok diapazon vsega, kar si v življenju videl. A ne. Na koncu je, zdaj kot se izkaže, a ne, mi nismo niti med top 15 projektov skakalnega tipa na svetu. A ne. Imamo pa največ. Se pravi, mi smo dobili največ za najmanj denarja. A ne. Za skoraj pol manj, ne? Še več. Najdražji so, mislim, da zdajle Kitajci. Soči je bil najdražji, Soči je imel samo sanacijo nemirne zemljine 20 milijonov, a ne. To se pravi plazovitega dela, ki so se pač odločili brez geodetskih raziskav delati nek skakalnico, ki je en rekel, klejo pa skakalnice, a ne. A je to res, da je bilo v prvotnem projektu mišljeno, da bo tukaj tudi golf igrišče? Ja, zdaj, v tistem prvem delu, a ne, ko so rekli, ta prvi projekt je bil tako mišljen, da naj bi bilo, če se spomnite teh projektov, resolucijski so se rekli, a ne, to je bil otok v Izoli, pa zaobiliščni park na Ptuju, pa mi, a ne, pa razvojni inkubator tale v Ljubljani, ki je ratov, a ne, in mi pa, oni so, ostali so bili pa manjši projekti, a ne, drugi so šli pa res na minimalno. In tukaj je bila ideja, da bi, ker Evropa je razpisovala kombinacijo športa in gospodarstva in je bila, če sem jaz prav razumel, ideja, da ne bi šli skupaj z Alpinejo, z kazinojem, a ne, kot razvojni turistični potencial tega dela, a ne, pa v tem delu ni bilo nobenega hotela, se pravi sama zunanja infrastruktura in se mi zdi, da če zdaj sam pomislim, da gospodarstvo lahko vlaga pod pogojem, da je najmanj 70% donosa, kljub temu, da imaš ti 30% evropskih sredstev, a ne, je v taki infrastrukturi nemogoče to doseči. Je bilo potem ta rešitev, znižanje, pa samo javno infrastrukturo zgraditi, mislim, da je prava poteza. Ja. Se v bistvu, deva tako, zakaj nam zdaj Avstrijci zavidejo ta center, ki ga imamo? Ker je res to top, če se ne motim, spada med te najdražje stvari in najbolj dovršene športne objekte na svetu tudi, ne? Kar se tiče po številu skokov, a ne, trening enot smo sigurno najbolj, jaz bom rekel, največji center. Ja. Ker pri nas se realizira tam več kot 20,000 trening enot, naslednji je Lillehammer, za njim potem za Lillehammerjem pa Oberstdorf. Lillehammer zaradi množičnosti veliko norveških skakalcev, ker jih imajo več kot mi. Oberstdorf je pa tudi nekje v centru tega dogajanja in mi med sabo nekako smo konkurenca, ne? Če smo sploh konkurenca, ker nekako, če pravilno delaš, pa si v koledarju vsakega trenerja, potem vsi lahko pridemo na vrsto ob svojem času, a ne? Ker trenerji realizirajo določen odstotek skokov doma, določen pa v tujini, a ne? Ker moraš menjati objekte, tako se ne da na eni skakalnici naučiti skakati. Ampak v tem, ker smo mi posebni, ali pa smo najboljši na svetu, je pa v tem, da mi imamo snežno garancijo. Pri nas vejo, kdaj se bo skakal, pri nas še mikroklima pomaga, da ti ni treba prav hudo gledati, kakšna je vremenska napoved. A ne? In v kombinaciji skupaj s turizmom, a ne, ker turizem pokriva del stroškov tega javnega programa športa, a ne, ta kombinacija je pa zmagovita, ker nam je takrat uspelo, da nismo zgradili samo objekte, a ne, dali neke koncesije nekim gospodarskim družbam ali pa posameznikom, da noter nekaj lahko počnejo, ampak vse gre praktično v duhu, da se sredstva nazaj vračajo v šport. Vse? Vse. Tukaj pa dam roko globoko v ogenj. No, to je lepo. Ker sem hodil tudi navezati, da se zadosti vlaga v šport v Sloveniji, če malo širš pogledava. Če širš pogledava, jaz pravim,
ko pogledamo res široko, a ne, potem vemo, da smo veliko vlagamo, zdaj, kdaj je dosti, to nikoli ne veš, a ne. Nikoli ni dosti. Problem je v tem, ker izpadejo iz sita športa otroci, ki prihajajo iz socialnih ogroženih družin. Ja. A ne, klej je problematično, a ne, ampak to nažalost ni samo v skokih, bom rekel, tudi drugje jih ne pobere, mogoče jih nogomet malenkost pobere, pa še tam so taki otroci velikokrat izločeni, zato ker je preveč šport odvisen od staršev. A ne? Ni tako formalistično, ampak če bi pa štel pa preko, da imamo športno vzgojo, imamo društveno dejavnost, a ne? Ker velikokrat rečejo, da trenerji, da v šoli nič ne naredijo za tega otroka, ampak to je približno tako, kot bi rekli na fakulteti, da osnovna šola ni nič naredila, ampak na fakulteto so prišli že vsi pismeni. A ne? Se pravi, je kombinacija tega, imamo sorazmerno veliko športne infrastrukture, ki je vezana sicer na osnovne šole, ker vsaka osnovna šola, če primerjamo z Anglijo, ima veliko boljše razmere za vadbo športa, a ne? In vse to, ko povežeš v celoto, nas dela športni narod, a ne? In pol, ko še rečeš, da ljudje v rasli dobi, ko zaključijo službo, a ne, se jih skoraj polovica zaveda, da je gibanje del zdravja, a ne? In če še te zraven daš, potem veš, da si športni narod in drugače gledaš na šport, a ne? Ker tistih pa še srečo imamo, a ne, da je gozd praktično posod okrog nas, a ne, iz Manhattana do enega resnega naravnega okolja za šport je pa zelo daleč. Ja, mi imamo res kar srečo, kar se tega tiče. Če greva nazaj na ta nordijski center v Planici, dobil je tudi nagrado, ne? Kar je edino pravilno. Ja, tukaj na to smo pa posebej ponosen. Zakaj? Ker arhitekti, prvič nagrada ni samo za lepoto, je kombinacija lepote in funkcionalnosti, kar pomeni, da se tudi bilanco je bilo treba oddati, da delaš pozitivno in uspešno, da si pokazal, ne razkril, ampak sam nakazal poslovni model delovanja takega centra. In pol, ko si v družbi, recimo, ne vem, Holmenkollna, a ne, da si v družbi nacionalnega stadiona v Singapurju, to je največji čudo v športu, ki sem ga jaz kadarkoli videl. To je 1,5 milijarde ureden projekt, a ne, naš pa 40 milijonov, a ne. In to je štadion, ki sprejme, mislim, da 100,000 ljudi, pa še nikoli ni bil več kot 40,000 na njemu, je klimatiziran z odprto z streho, ki se odpira in zapira. Res pa je, da nimajo snega, da bi se jim podrla zaradi teže snega, ne. Ampak, ko to vidiš, a ne, pa kako to vse še funkcionira z spremljevalnimi programi, da je to dobesedno neke vrste družaben prostor, kamor ljudje pridejo, potem veš, zakaj so vložili toliko denarja v to. Ja, kaj bi mi naredili s toliko denarja, ne? Sicer bom tako rekel, denar ljudi pokvara, ne, tako da če ga ne potrebuješ, pa če smo 40 milijonov vse cilje dosegali, je boljše tako. Je to, ja. Pri nas pravimo, denar ni problem, denarja ni. Drugače, leta 2017 ti prejel Blavtkovo nagrado za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa. Kaj pa tebi take nagrade pomenijo? Ja, to je neke vrste stanovsko priznanje, ne. To se pravi, kolegi, ki izhajajo iz športa, ti dajo priznanje, da si nekaj posebenega naredil. In jaz mislim, da vsakemu to godi, seveda, če pa zaradi tega delaš, pa si pa že od začetka na napačni poti. Ja. A bom narobe udaril, če rečem, da te v tej tvoji stroki in vsi skakalci, ker seveda potuješ tudi okoli po vseh tekmovanjih in to, da te gledajo tako, wow, to je pa Jelko. Ne, jaz mislim, da ne. Ne? Ne, jaz sem za
če se le da, sem z vsemi eden od njih. Sej, ampak nimaš občutka, da te morda imajo, če bo pa Jelko rekel, to pa drži. Jelko ve. Ne, ni to tako. Jaz tako doma to dojemam, kadar poslušam skoke, jaz zelo rad poslušam vaju z Andrejem. Res mi je odlično, to sem tudi Cene tu povedal. Cene je tle dal eno fino zgodbico, kako sta mu šla na živce svoj cajt. In potem nazaj, ker vidiš ostale in poslušaš ostale, vidiš, da to ni to. In še ena mi je bila zdaj, ker sem jo nedolgo nazaj videl, ker je prav Cene Prevc rekel v enem posnetku, Jelko požen, mi smo pripravljeni. Ja, jaz bom drugače rekel, a ne, ne delaš za to, a ne, ker ti si vedno moraš biti eden od množice, ki tukaj je. Seveda je pa dober občutek, če te kdo vpraša za kakšno mnenje, posebno še, če posluša, ne samo vpraša, ali pa če te sliši, ne samo vpraša. In nekje tukaj sem, ves čas se nekako, kad je sam sebe lovil znotraj tega športa, ampak jaz nisem nikoli imel občutka, da sem nekje na vrhu piramide, ampak sem v bazi te piramide. Ne, se ne, da si na vrhu, ampak da si med unimi priljubljenimi. Dobro, to pa znamo vse, pa vesel sem, če si lahko čestitamo, če si lahko nov let vošmo, to mi je zadovoljstvo. Kako je pa prišlo zdaj do tega komentiranja, da te lahko ob skokih poslušamo kot strokovnega komentatorja? Mene Igor Ebergant, takrat, ki je bil urednik športa, poklical, pa je rekel, zdaj mi v alpskem smučanju delamo že v paru, pa bi poskusili to še v skokih, a bi ti šel na svetovno prvenstvo v predaco. Kdaj je bilo to? To je bilo 2003. To bo 20 let. In Andrej Stare je bil pa komentator. Pa sem rekel, ker zame je bilo to izziv. In moram reči, da jaz mislim, da to pač na en svetovnem prvenstvu gre majhen zraven pogledati. Ampak zdaj je to že 20 let. V teh 20 letih se je marsikaj zgodilo. Štart je bil posebej zanimiv z Andrejem. Prvo komentiranje je spadalo, da se kregava. Ampak z leti sva se pa res dobro poštekala, je poseben izziv še vedno z njemu delati, ker je treba biti ves čas pozoren na vsako domislico. Ampak mislim, da smo naredili neko novo, skupaj tudi z Kavčičem in Potočnikom, nek nov krožek tega predajanja, kako mi, ali pa bom rekel, k sliki še majhen zvoka zraven, da ni samo tam, ko vidiš se en spušča še malo. Zrno dodal. Meni so lih preden sva midva tu začela malo prešepnili, da ti je šel Andrej takrat te prvič fino na živce. Ne, ni šel na živce, ne. Stvar je bila v tem, da jaz, ko sem prišel na prvenstvo, je Andrej rekel, A da te do besede ni pustil, nekaj tacga? Ja, to je pa bilo, ja. Sem si jo sam vzel, ja. Ja, tako. Kako je to izgledalo? Ja, to je tako izgledalo, da je tekma se je začela, Andrej je začel komentirati, skočil je prvi, skočil je drug, jaz sem pa tam zraven sedel, In ko sem videl, da je to tako, sem rekel, čakaj, sam pri sebi, tebe so poslali, da boš tudi kaj povedal, začni govoriti, ker če ne, boš lahko v prvi tekmi v avto se usedel pa šel domov. No in tako je pa izpadalo, da skledali, da ni bilo interaktivne zgodbe, ampak je do konca prvenstva se že ujela. Tako da je zadeva pol stekla. In pol sem mu tudi rekel po tekmi, sem rekel, še Andrej, mene so poslali sem, da govorim, ti mi besede ni izdal, sem si jo pa samo vzel. Je rekel pravilno. Pravilno. In to, se pravi, 20 let nazaj, takrat naprej sta prijatelja, lahko rečemo. Ja, pred tekmo so bila glih tako. Jaz sem bil vse pričakoval, kako bo. Samo je tudi za njega bilo težko
On je pa prej že delal, pred temu že 20 let, ali pa še več. Misliš, da je bil kaj ogrožen? Ne, to ni ogroženost, ker jaz nikoli nisem prevzel te vloge vodilnega komentatorja. Tukaj parka delaš, je en vodilni komentator, ki tempo drži, ki pove, ki je informativnega značaja. Jaz sem pa analiza, kakšno rumeno, kakšno tako zgodbo, pa kakšno stvar tako se še doda. Ker to je v osnovi pravilno, da je. Ker če bi dva hotla voditi v narekovaju tekmo, vsak s svojim tempom, to bi pa res grdo izgledalo na televiziji. Lih z mojo sem se pogovarjal zdaj na zadnjih tekmah, ki sva to gledala. Dostikrat se zgodi, da komentatorji, vi ste verjetno, tega jaz nikoli nisem videl, priznam, ste direkt tam in spremljate, se pravi, skoke, ne? Gledaš ven. To je različno. Svetovno prvenstvo smo, pa olimpijske igre smo običajno na mestu, novoletno turnejo smo tudi zmeraj tam, je pa kar polovico tekem, ki jih pa delamo iz studia v Ljubljani. Ampak vseeno, tudi ko si tam, moš ti spremljati to, kar gledalec doma vidi. Ti ne moreš z nekega drugega zornega kota, ker tudi kamera trikrat boljš pokaže, kot ti v živo lahko vidiš. Samo vzdušja ti kamera ne more narediti tistega, ki ga... Mravljince ti kamera nikoli ne naredi, ali pa kocine po konca. To ti pa vzdušje na prizorišču naredi. To je edin razlog, da sem jaz takrat šel v Planico, ker je točno to. Doma lahko skoke gledam, pa uživam v skokih, tam je pa vzdušje. Jaz pravim, za mene najbolj čustven moment je bil, ko je Prevc zmagal svetovni pokal. 2015. 16. Ja. Mogo še enkrat pomisliti, da no, ko je bila razglasitev, ne zaradi samih skokov, ko je bila razglasitev, ko ti ostane 20,000 ljudi in ti poje himno, recimo. Ti si pa, jaz sem pa privilegij imel, da sem bil v sredini, tam zraven na stopnicah sem stavil, delijo priznanja, tam na stopnicah sem stavil in sem to poslušal. In tam toliko ponosa, toliko tega čustva, ki takrat dobiš, tega pred televizijo ne moreš dobiti. Že pozicija na kavču je mečkan drugačna, da do tega ne more priti. Dvomam, najbrž nekaj jih je Slovencev, nekaj tako himno doma sliši, ampak dvomam pa, da vsi vstanejo, ko himno doma poslušajo. Ne, kocine pa grejo po koncu. To se je tudi zdaj zgodilo na svetovnem prvenstvu, ko so sami od sebe začeli peti. Ta je bila pa posebna, ker tam so bili toni spuščeni in himna je bila na odru za zmagovalce, ker je pa na svetovnem prvenstvu predvidena himna samo na Medal plazi, se pravi v Kranjski gori je bilo to predviden, ne pri podelitvu, tukaj so bili smrekci, uradno se pa reče flower ceremony, se pravi podelitev rož. In ko so ljudje se niso hoteli odpovedati tega ponosa ali pa tega užitka, da to slišijo in so sami zapeli, to je pa ta drug del, ki je... To so zgodbe, ki se pišejo v športu. To je to. Kar se tiče še tega komentiranja, a je, da vidva z Andrejem, recimo, ali pa slovenski komentator, dajmo tako na splošno, da ima naš skakalec morda mičken slabši skok. Pričakuješ več, pa se je morda lih uvrstil v drugo serijo. In ponovadi Andrej to naredi, reče, ja, pa se to je bilo kar v redu. Če isti skok ponovi nekdo drug, ponovadi Andrej reče, to ni bilo pa za nikamor. Ja, se to od nas pričakuje. Je mal tega, ne? Ne, to dve stvari sta, mi zmeraj vidimo slabše razmere, to je osnova. Kamera ne pokaže. Mislim, jaz pravim, tudi kadar so slabše razmere, zmeraj povemo, če so boljše, sicer omenimo, ampak ne poudarjamo. In čustva, ki so, pa pričakovanja, ki so, bom tako rekel, če bi Lanišek zdajle ali pa Ema Klinec pri zadnjem skoku
skočila 195 metrov, pa bi bil še zmeraj odličen skok, pa še zmeraj bi zmagala, a ne? Ne vem, če bi bili zadovoljni. Ja, verjetno ne. Ko je pa skočil Rok Masle, recimo, ker je prvi zraven in je prišel v finale, smo pa bili zadovoljni. Tako da je ta lestvica zadovoljstva ali pa pozitivnega razmišljanja gre gor, potem pade dol, ker nekdo pade v krizi in potem zopet gradiš in vedno gradiš in vedno pride slej ko prej zopet razočaranje. Tako da je pa fajn, da najdeš kot komentator kakšno opravičilo, spodbudno besedo in da ne še ti ne zabiješ žebla v trugo, ki je že on jo sam sebi dosti slabim skokom. Ja, tam je všeč, to je dobro. A si bil od zmeraj že tako dober govorca, se je to razvilo z komentiranjem? S komentiranjem se sprostiš. Govorc pa rataš, če veliko bereš. Pa imam za delati. Kaj bi se zgodilo, če bi nek laik, dajmo reči, da grem jaz zdajle na letalnico in imam samo, ne bom rekel jajca, ampak sem sam dosti neumen, da se spustim dol. Kaj se zgodi? Varnostnik te ustavi, pa te ne spusti. Všeč. Kaj pa, če grem mimo varnostnika? Da greš. Ne, sem verjetno nek laik, ki nikoli ni stal na smučkah, tle to je polom. Še en smučar, če bi šel, bi imel hude težave. Že en alpski smučar so poskušali eni od alpskih smučarjev, te, ki so hitrostno tekmovali, so tudi se spustili, zabili skok, ampak če bi vstal, ko bi enkrat dobil ti zrak pod smučmi, ne veš, v katero smer bi te obrnili. Tako da ne počnite tega doma. Ne, to se ni za hecati. Kakšen je tvoj osebni rekord drugače? 84. 84? Ja. Si kdaj potem gledal letalnico v Planici, pa morda bi šlo pa dotle? Jaz pravim, da sem začutil, da sem prezanač, da je bil res vrhunski. Imam eno medaljo z državnega prvenstva v nordijski kombinaciji, ampak osebno pa nisem bil zadovoljen, ali pa sem že takrat mislil, da sem znal vrednote, kaj v športu pomenijo, postaviti in se enostavno danes, tako, ko pogledam nazaj, je čisto v redu. Koliko se je razvil. Koliko se je razvil. Mogoče, če bi bil pa tako dober, pa ne bi bil trener, pa ta druga ne bi doživel. Se je to, pa ne poslušali. Vajenih dvobojev z Andrejem. Kaj pa izbereš, če ti dame na razpolago? Se pravi, trener, direktor Planice ali komentatorstvo? Dajva samo to troje. Kaj je najlepš? Zdaj bom pa zadržal zase, ker je ne bom izbral. Ampak je? Ne. Ni sploh? Se ne da. Vse stvari imajo svojo vrednost, pa svoje mesto v mojem življenju. A lahko se to poveš, če bi vzela vidva z Andrejem za enkrat, za eno Planico, Ceneta zraven? Da ste trije. Ja. Jaz sem Ceneta, lih takole na kavici, tukaj sem ga, dej prosim, pedi, pa reci ima, pa bodi enkrat z njima, ker to bi bilo fantastično. Ja, problem je, ki je premalo časa, še za dva je malo časa. Včasih povedati. Jaz mislim, da bi šlo to fino čist. Ker ti je, zavedati se treba, da je približen en skok, dolg, Minutko 50 sekund, ja, 50 sekund, pa najboljših malo daljš, ampak v povprečju 50 sekund, od tega je približen 30 sekund ali pa 35 sekund rutine. Če bi to se šlo, bi moglo biti tako, da bi Andrej mogel imeti recimo 35 sekund, potem pa midva izmenjajo vsak en skok, zrno dodava, ne moš pa, da bi v istem skoku vsi trije govorili. Pol bi prišlo do... Verjetno bi kakšen odpadel, ne moreš vsakega povedati, pol vse.
do motne bi prišlo sploh v tem, so v bistvu skoki, a smo v bistvu mi trije. Ja, pa bi bili že vi trije. Ja, in je bolj pomemben tisto, kar ljudje vidijo na sliki, kot pa tisto, kar mi povemo. No. Kako pa vidiš pri komentiranju, ko ti res takoj to zaznaš, se je odrinil prehitro, se je odrinil prepočas, zgrešil je mizo? Ja, to so izkušnje, a ne, in ti imaš neke uporne točke, ki se jih naučiš, to sem si jih jaz naučil kot trener, a ne, in na ta način spremljaš skakalca, potem imaš pa še individualne posebnosti, a ne. Pri Timiju Zajcu je zdaj takoj viden, ker leva smučka mu mečkam tako dol ostane, tisti skok ne bo optimalen, a ne. In to je malenkost. In pol še majhen počakaš, a ne, ker moraš počakati, ker se tudi zmotiš, a ne, ker občutek je včasih to pa šlo, a ne, pa lahko ali veter, ali to, ali on zablokira, a ne, in pol težko nazaj, ja, ampak je pa še to, pa to vmes bilo, a ne, ker na misi je velikrat dobro, pa se potem takoj nekaj zgodi. Tako da z tega zornega kota je treba kar malo biti proučevati vsega posebej. A ne. Če nekdo ne pride tako, da tekmovalce pozna, tako da vse tekme gleda, da jih tudi mogoče večkrat pogleda, a ne, si zelo težko strokoven komentator. Ja. A ne. Zato, ker si bil včasih skakalec, a ne, pa imaš občutek kot skakalec, pa ne poznaš vse, kar vidiš, a ne, si hiter v neko rutino zapeleš občutka ali pa karkoli taga, težje napoveduješ, kaj se bo kaj zgodilo. Če še malo v zadje poznaš, kaj se komu kaj dogaja, zakaj gre dol, kje je imel težave, praktično moraš res dobro poznati šport, če hočeš biti strokovni komentator. Ja, to so res detajli, ki jih doma verjetno ne vidimo kar tako. Kako je pa s svetovnim rekordom? Ko sta bila v Vikersundu z Andrejem, seveda, ko se je tam vse odvijalo, sta prav na glas rekla, ja se tukaj zdaj letalnica ni pripravljena na svetovni rekord, da te že pri 240-45, da je fino zabilo ljudi, skakalce dol. Kaj pa planica? Ja, tukaj je vedno vprašanje tistega leta, kako se bo odvijala. Ne. Ena stvar so vremenski pogoji ali pa kakšno vreme je, a ne, kar pomeni, da ker svetovni rekord je na en način presenet. Svetovni rekord ni načrt z tega zaleta, ob teh razmerah pa bo eden stal, ampak mora narediti izjemen skok, vreme mora biti ta prav in v spodnjem delu te mora tako lepo držati, da ti še zmeraj z ne preveliko silo pristaneš. Zavedati se moramo, da sile pri pristanku so 2-3G. Zdaj, če to pomislite, da je nekdo skakalec težek okrog 60 kg, je to 180 kg. Pritiska pri hitrosti 130 km na uro. In to je treba pač obvladati. Zdaj, če nisi uravnotežen, te pobere, recimo tako, kot je Krafta zdaj v Vikersundu. Ja. Nikdar ni podrsal. Je podrsal. Bi se z roko enkrat je padel, enkrat je pa podrsal. Ja. Se pravi, na treningu je padel, tam je pa podrsal. Na kvalifikacijah je padel. Na kvalifikacijah je padel, ja. Kaj pa, kar se pač planice tiče, oziroma vsega dogajanja okrog tega. Petra Prevca zdaj žal ni bilo na zadnjih skokih, vemo, kaj se je v planici to zgodilo. A lahko Peter še pride do tistih vrhunskih rezultatov, kot v uni sezoni 2015-2016? Če verjame, bo prišel. Cene je rekel, da Peter je med njimi, med brati, najbolj tak, da on se res trudi. Njega so odpisali že pred olimpijskim igram, pa je bil en ključnih nosilcev naših medalj. Tako da jaz s tem upravim, če bo on zaupal vse, pa verjel bo prišel še nazaj, ker vse ima, kar more vrhunski tekmovalci imeti. In ne nazadnje tudi, da je postal serijski zmagovalec, takrat v tistem letu. Ne v tistem letu, on je 3 leta bil, samo da je enkrat si delil prvo mesto,
pa mu ga ne priznajo, zato ker samo eden lahko dobi kristalni globus. A ne, to mislim, da je največja krivica, kar se lahko zgodi športniku, ker če sta dva prva, da je bo ta dva vesela, ne zaradi tega, ker papirologija prenese 2 kristalnih globusov, ki stane 300 € eden. Že čisto v začetku si omenil, da morajo biti družine kar pripravljene na to, kaj se recimo skakalci in tudi športni funkcionarji podajate. Kako tvoja družina to gleda zdaj? Kako je vmes sprejemala, da te dostikrat ni doma, da je treba po noč pisati 100-milijonske projekte? Jaz mislim, da imam dobro družino, da smo veliki prijatelji, da se usedemo, gremo težko narazen, da se imamo o čem pogovarjati, a ne, tako da ni na nobenega moja kariera negativno vplivala, bom rekel. To je najbolj slišati. Jelka, poleg športa, s čim se še ukvarjaš? Da res ni šport. Mava se prav gore, hribe, a je kaj nešportnega? Da ni športa. Pitje kave? To je razvada, ja. A je še kaj drugega? Morda kakšen film, ne vem. Ne, rad kakšno... Ok, knjige, ne? Knjige, fotografije, kakšno naredim, kdaj tako za sebe, ne za koga drugega, ali pa se učim narediti dobro fotografijo, pa mi narata tako, kot bi jaz rad, a ne, ko vidim, kaj je... Prav s fotoaparatom? Ja, to, če gre, ne vem, z dronom tudi kakšno sliko naredim, recimo tako, da to so malo takšni ali pa drugačni hobiji, pa imam pa rad za sprostitev nam rekel hišna opravila, a ne, ampak nekaj sam naredim, a ne, jaz tudi če ni tako narejen kot profesionalc, rajš sam naredim, da tudi poslo sem sam naredil za na vikend, pa umaril, recimo, a ne. Drži? Ja, drži, še zmeraj, to je, še ni pade. Ampak to so recimo take stvari, ki so pol tvoj hobi, pa kupaš orodje ves, a ne, zato da enkrat porabiš, a ne, kadar imaš čas, a ne. In pol je v omari. Ki si jo sam naredil. Ja, pa je pa tako, recimo. Super. Jelko, še zadnje vprašanje za vsakega gosta spet isto. Kako pa izgleda tvoj popoln dan? Moj popoln dan, da se spočit zbudim, a ne, pa poln vtisov grem spat. Da se ogromno dogaja. Tako, super. Jelko, hvala, da si vzel čas za nas, tudi za kavico, in jaz bom rekel sem tako, da upam, da bo tole še dolgo trajalo, da bomo še dolgo te poslušali, in hvala za vse, kar si dal slovenskemu športu. Hvala za povabilo. Kava s Červekom.